V naši družbi nocoj pozdravljam poslanca in pa predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospoda Francija Breznika. Pozdravljeni. Z nami je tudi podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Marjan Golavšek. Predsednik strokovnega sveta za kmetijstvo, gospod Kočar. Pozdravljeni, gospod Matjaž Kočar. In pa predsednik foruma za kmetijstvo, gospod Stane Prislan. Najprej mogoče čisto organizacijsko, ker največ bomo vendarle nocoj želeli slišati od vas, gospod Breznik, bi dala besedo gospodu Stanetu Prislanu, da nam tudi kot soorganizator tega nocojšnjega posveta ali pa okrogle mize, čeprav ni okrogla, ampak vsi vemo, da je to fraza. To pomeni samo to, da boste ob koncu tudi tisti, ki ste na drugi strani mize, imeli možnost za besedo. Torej, gospod Stane, pozdravljeni. Mogoče, če nam na kratko opišete smoter, namen foruma za kmetijstvo, s čim se ukvarjate in mogoče kako dolgo ste že vi v vlogi predsednika tega foruma. Izvolite. Ja, hvala lepa. Vse skupaj lepo pozdravljam v imenu foruma za kmetijstvo in podeželje Slovenske demokratske stranke. Tako, kot je že vodoma Dragica povedala, moj namen, da na kratko predstavim naše delovanje foruma. Sam ga vodim približno 1 leto. Med tem času smo si zadali veliko nalog, mnogo, mogoče preveč. Vemo, da stanje v kmetijstvu ni predvsem rožnato, da se situacija poslabšuje in zato smo nekako konstruirali odbor 16 ljudi, ki deluje z cele Slovenije. Naša naloga je predvsem to, da izbiramo, dobimo informacije s terena na kmetijstvo, kako se dogaja, kakšne so situacije, izbiramo, poročujemo in potem tudi ukrepamo. To je predvsem osnovna naloga foruma in seveda te informacije tudi damo našim poslancem in našemu strokovnemu svetu, ki ga vodi Matjaž Kočar, pa državnemu poslancu našemu Francu Brezniku, ki je predsednik odbora za kmetijstvo v državnem zboru. Toliko na kratko, potem bomo še lepo naprej. Gospod Matjaž Kočar, pozdrav tudi vam. Mogoče podobno vprašanje, seveda strokovni svet vemo, kaj predstavlja, ampak vaša uvodna beseda, kaj se vam zdi v tem trenutku tisto najpomembnejše, gledamo strateško, gledamo za naprej, kar moramo omeniti, če se zavedamo problematike slovenskega kmetijstva. Ja, hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda, ko govorimo o strokovnem svetu, je naloga tega organa, če lahko temu tako rečem, zelo enostavna. Gre za pripravo programa, če hočete vladnega programa, kajti drugo ime je tega organa je tudi vlada v senci. Mi smo seveda te naloge upravili, program je bil izdelan pred državnozborskimi volitvami, opredelili smo 5 ključnih točk v našem programu in vesel sem, da na nek način sedanja vlada bere tudi ta naš program in določene, sicer zelo majhne, ampak vseeno, točke, ki smo jih opredelili kot prioritetne, se kljub vsemu nekako udejanjajo, kar pomeni, da je bil naš program res pripravljen dobro, kvalitetno. Sodeloval je zelo širok forum ljudi, niti ni bil vezan na strankarsko pripadnost, ampak dejansko naloga je bila dana za vse ljudi, za celotno državo, za celotno slovensko kmetijstvo, za celotno slovensko podeželje in nenazadnje za vse družine, ki so tako ali drugače vezane na podeželje, kajti to je bila tudi ena izmed ključnih točk našega programa, ki jo lahko danes vsak
dan na nek način spremljate v evropski politiki, ko enostavno ni več domačinov, ni več ljudi, populacija se stara, mi smo jasno opredelili, kaj je potrebno v slovenskem prostoru narediti, da se te trendi spremenijo. Toliko na kratko. Hvala lepa. Sedaj pa še beseda gospodu Marjanu Golavšku, podpredsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Verjetno tisti, ki ste danes tukajšnji obiskovalci, poznate vlogo zbornice, morda pa tudi za naše gledalce pred televizijskimi zasloni. Gospod Marjan Golavšek, mogoče opredelite vlogo Kmetijsko-gozdarske zbornice, kaj počne ta in kakšna je njena povezava z slovenskim kmetijstvom. En lep dober večer tudi v mojem imenu. Zbornica je pač največja stanovska organizacija kmetov v Sloveniji, ustanovljena leta 2000, se pravi, že ima kar nekaj let za seboj. In predvsem naloga zbornice je, da skrbi za dobrobit kmeta. To se pravi tako na predpisih, sprejemanje predpisov, da je sogovornik ministrstvu, vladi in da skrbi za to, da pač predpisi in pa vsi ukrepi ne bi bili sprejeti v škodo slovenskega kmetijstva in da bi šel razvoj slovenskega kmetijstva v tisto smer, ko ga si mi kot člani zbornice tudi želimo. Večinoma se dajo zadeve na nek način usklajevati, dogovarjati, seveda zadnjo besedo ima pa zmeraj potem vlada in pa parlament, tako da zmeraj tudi zbornica, kljub temu, da je tako številčna, neuspešna. Pa kljub temu mislim, da če zbornice ne bi bilo, bi marsikatera zadeva bila sprejeta zagotovo v škodo slovenskega kmeta ali pa saj ne tako, prid kmeta, pa tudi finančne posledice bi bile za kmeta verjetno bistveno slabše, kot pa so v tem primeru, ko pač poskušamo vso to zakonodajo spremljati, jo dograjevati, usklajevati, pripravljati pripombe. Marsikdaj te usklajevanje traja zelo dolgo, da potem pač prijemo do nekega kompromisa. Tako da zbornica ima kar pomembno vlogo. Se pravi, je pa tukaj to, da je tisti člani, ki so pač zbornice izvoljeni v organih zbornice, ki ima svet zbornice in pa potem tudi območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice in pa odbore izpostav, tako da pravzaprav imamo naredo celo mrežo po Sloveniji, kjer naši člani delujejo, lahko predlagajo, dajo pobude in potem tudi svet in pa upravni odbor zbornice te sklepe potem tudi sprejemajo in jih posredujejo naprej in se pogajajo z ministrstvom. Kar nekaj predlogov zakonov je bilo že v lanskem letu sprejetih, mogoče par poudarkov. Precej dela in razprave je bilo v preteklem letu glede skupne kmetijske politike po letu 2020, to je zdaj pač tudi ključna tema, ključna razprava, kaj se bo dogajalo s slovenskim kmetijstvom oziroma v skupni kmetijski politiki po letu 2020. Tokrat se kaže, da bo pač priložnost, da bo imela država članica Evropske skupnosti bolj pomembno, bolj odločilno vlogo in bo tista, ki bo odločala, katere ukrepe bi naj v državi sprejemali. Prej je bilo dostikrat tako, da smo pač imeli nek okvir, ki ga je Evropska komisija pa predala in potem smo mi pač v tistih okvirih morali te ukrepe sprejemati. Tokrat bi ne šlo v drugo smer, saj tak je na nek način pripravljen, prikazan in se pač zdaj te stvari pripravljajo. Razprava je še zelo, pestra in tukaj predvsem se pač lomijo kopija predvsem okrog izraza oziroma pomena aktivnega kmeta, ki bi ga Evropska komisija na nek način želela opredeliti, kdo je aktivni kmet, je pa to zahtevna naloga in mislim, da ne bo tako enostavno to se opredeli do tega. Tako da tukaj je potem, kot ste mogoče že kdo čul, zdaj je tudi ministrstvo dalo v javno razpravo strategijo o slovenskem kmetijstvu za prihodnje obdobje, tako da in v vseh teh razpravah pač Kmetijsko-gozdarska zbornica se deluje in pač ima pomembno vlogo. Seveda pa tudi na takih, zborih, shodih, okroglih mizah poskušamo najti tudi kaj pač, posamezni kmetje, ki so dejansko tisti, ki potem te ukrepe občutijo, kaj jih moti, kje so težave in kaj bi bilo potrebno pripraviti. In tukaj pač potem mi to poskušamo uresničevati. Tako sem že prej rekel, v veliki meri nam uspe, vse pa žal ne. To je mogoče za uvod pa še pa.
V bistvu je lepo videti, da smo se danes v tej dvorani, ste se zbrali tako predstavniki celotne Savinjske doline, tako zgornje kot spodnje. To verjetno tudi pomeni, da poleg tega vsakodnevnega dela, ki pritiče kmetom, se je potrebno o problemih, o slabem pa tudi dobrem pogovoriti. V tej dvorani se je v zadnjih letih zvrstilo, mislim, da kar vsi člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenske demokratske stranke. Gospod Franc Breznik, vi ste z nami prvič. Poslanec ste, bi lahko rekli, da ste že kar prekaljen poslanec. Kateri mandat je že to? Vse dobre stvari so 3, tako da trenutno je 3. Nekako, pa naj to ne bo neka vrednostna sodba, bi vas dala v ene 6 odborov prej kot v Odbor za kmetijstvo. Mogoče, preden začneva razpravo o temi, kako ste postali predsednik odbora za kmetijstvo in seveda Franc Breznik in kmetijstvo, kje je zdaj tisti most, ki to povezuje? Hvala za relativno provokativno vprašanje, mislim, da si ga tudi zaslužim. Vseeno pa sem to tudi na eni izmed prvih sej, ko sem jih vodil, poskušal obrazložiti ljudem, ki me poznajo. Tisti, ki me poznajo pač kot aktivnega predstavnika predtem Odbora za gospodarstvo, predvsem na vojaškem področju in pa predvsem v področju visokih tehnologij, high-techa, tako me največkrat ljudje poznajo moje poslansko delo v vsaj prvih 2 mandatih. Vseeno moram povedati neko osebno zgodbo. Prihajam z podeželja, živim na podeželju, živim z družino, ki je povezana z veterinarsko znanostjo, tako kot dr. Kočar, je tudi moj oče bil veterinar, moja družina, lahko rečemo, velik del sorodstva so veterinarji, skupaj imamo tudi, smo solastniki veterinarske bolnice v Lenartu, ki je bila ena najbolj modernih, oče je bil v tistem času izredno napreden, vizionar, bi lahko rekel, na nekem področju in lahko rekel, da sem velik del svoje življenjske zgodbe preživel, torej z njim najbolj naravno v tistih hribovskih kmetijah, na podeželju, spoznaval težke stiske ljudi, tisti, ki so bili vedno tiho, tisti, ki so bili najmanj glasni in nažalost ugotavljam sedaj 30-40 let pozneje, da še tisti ljudje vedno morajo delati, da so stari več kot 70 let, da še vedno se niso zaslužili niti dostojne pokojnine in da je kmetijstvo vsaj v velikem delu, na najtežjih obdelovalnih površinah, v bregih, ostalo nekako, bi rekel, pozabljeno od sveta, v težkih socialnih stiskah, relativno pridodani so bili samo traktori z Euro 6 motorjem, ostali del kmetijstva, vsaj z mojega, lahko rečemo, z področja Slovenske goric, kjer sam prihajam, pa bi lahko rekel, da je slovensko kmetijstvo, če odzamem traktore z Euro 6 motorji in pa nekaj računalnikov, ostalo na nivoju tistega kmetijstva, ki ga je Jože Pučnik opisal v tistem članku v Mariborski katedri, kjer je govoril o problemih slovenskega kmetijstva, kjer je nekako zarisal to socialistično kmetijstvo, uničevanje kmetov, predvsem pa zdaj, če se je potem tu zaslužil tisti dolgoletni zapor, to je tisto drugo zaporno kazen, kateri je tudi preživel nekaj let. Toliko je z te strani, te osebne zgodbe. Zakaj sem se odločil? Ne zakaj sem se odločil, zakaj sem tudi bil dodan. Drugo del podvprašanja vašega pa je povezan, kmetijstvo je v tem trenutku pred izrazitimi tehnološkimi spremembami. Ne samo generacijskimi spremembami, katere bi morali, katerih jaz upam, da bomo danes govorili, katere bi rad predstavil bi tudi rad prve vtise na različnih mednarodnih konferencah. Prišel sem ravno za par dni nazaj, sem bil v Romuniji na medparlamentarni konferenci. Romunija predseduje Evropske unije do konca junija in ravno bila tema ta kmetijska politika z nove perspektive, o tem, kar je gospod Golavšek govoril. Tako da mislim, da bom lahko dal nekaj pomembnih vprašanj. Torej, tisto, kar jaz želim prednesti v Odbor za kmetijstvo, je popolnoma neka druga zgodba, bolj ambiciozna. Jaz upam, da smo Slovenci v tem tranzicijski puberteti končno dozoreli, da se bomo po nakupih raznih
materialnih dobrin končno spoznali, da je hrana, pridobivanje hrane, kot pravi dr. Kočar, osnova kmetijstva je vedno proizvodna hrana, to je osnovna dejavnost kmetijstva, s katerega core businessa smo mi tudi, lahko rečemo, sistemi, recimo tudi zadružni sistemi, malo odšli in moramo se vrniti v svoje korenine. Torej, jaz mislim, da v Sloveniji proizvajamo vsaj hrano kvalitete, ki poznamo Audi, ne? In da to hrano kvalitete Audi prodajamo za ceno Fiat Punto 15 let star. Ne? To je zdaj ta problem in kot inženir in kot ekonomist želim ravno zaradi tega, ker nisem prišel čisto iz kmetijstva, poznam kmetijstvo, probleme kmetijstva, ravno dodati kmetijstvo neko ambiciozno zgodbo, dodati zgodbo neke končanje neke tranzicije, iskanja teh skupnih napak, iskanja prave strategije za novo evropsko kmetijsko politiko, kjer bomo morali sami narediti domačo nalogo, sami se soočiti, sami povedati, kje imamo težave, kje so stiske, kjer je ta klasična SWOT analiza, ko jo pravimo v ekonomiji, torej kje so potrebe, kjer so po drugi strani minusi in to predstaviti, pripraviti se na to perspektivo, narediti generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva, pomagati tistim, ki so na teh kmetijah preživeli 50 let, delali, da tudi tisti, ki bodo predali te kmetije, da bodo imeli dostojno pokojnino, o tem najmanj govorimo trenutno. Ne? Govorimo samo o neki generacijski prenovi, o subvencijah, ki razreda 45.000 evrov, ne povemo pa, kaj bomo pa z ljudmi, ki so 50-60 let delali na kmetiji. Poglejte, jaz sem bil sin veterinarja, pa se nisem odločil za študij veterine. Zakaj ne? Zato, ker je bilo to za mene kot mladega človeka takrat, lahko rečemo kmetijstvo, tudi veterina, povečano s kmetijstvom, takrat v tistih časih neperspektivno, svojo prihodnost sem videl takrat v elektroniki in zaradi tega sem se odločil. Želim pa si kot politik, da bi ravno zdaj prepričal mlade ljudi, da se odločijo, da grejo kmetovati, da ne rajmo govoriti samo o kmetijstvu kot besedni zvezi, ampak da morda spremenimo tudi ime. Zaradi česa, bil sem pred kratkim tudi v Črni Gori in je bivši kmetijski minister Ivanovič, dr. Ivanovič, ki je dolgo leta živel tudi, študiral v Ameriki, doktoriral v Ameriki, je tudi ekonomist in je sedaj tudi predsednik odbora za kmetijstvo, je povedal, da nekoč imel na ključe, da je srečnega mladega, nadebudnega kmeta, ki je gojil eno specialno govedo v Črni Gori, je bil zelo ambiciozen, ampak vedno je govoril, da ima probleme, da si pa še mora najti partnerke, punce. Da dobena noče na kmetijo, zato ker ima slabo ime kmetijstvo, kot tako, povezano z neko socialo, z nekimi stiskami, je rekel, kaj naj naredi. In ga je ta povabil na eno tiskovno konferenco in je rekel, glej, govori o svoji zgodbi, kmetijstvo, govori o svojih ambicijah, pozitivnih zadevah in nikoli ne pravi več besede kmetijstvo, ampak govori o agrobiznisu. In na tej tiskovni konferenci sta govorila o agrobiznisu. In čez en mesec, kaj ta Ivanovič kot minister tega mladega prevzemnika kmetije tudi obiskal, je kako je stanje, je rekel, imel sem že 4 pa 5 zmenkov, polno punc imam, vse govorijo, da sem uspešni v agrobiznisu. Torej, če želimo mladem spodbuditi in moramo dati morda kmetijstvo, ki je za mene strateškega pomena, tudi mogoče neka nova imena. Tudi revija Finance, če te videli, en del svoje priloge govori o agrobiznisu. Sve agrobiznis, kmetijstvo ni samo agrobiznis, bom sigurno dr. Kočar bolj popravil, ampak vsaj da govorimo jezik mladih in da naredimo s kmetijstva eno pozitivno zgodbo. In nekako da zaključim še ta drugi del podvprašanja. V Romuniji prva zadeva, s katero pa z avstrijskim kolegom govorila, sem rekel, slišal sem, da pa vi prav strateško delate na tem, da na podeželju ostane čim več deklet. Je rekel, ja, lahko vam kar zaupam. Prav strateško delamo na tem, da mlada, luštna dekleta ostane na podeželju in da so one prevzemnike kmetij. Rekel, in potem se fantje, če želijo ta dekleta dobiti, se priselijo na deželo, največkrat tudi izobraženi fantje, prevzamejo iz mest, je rekel, in na takšen način potem tukaj postanejo velike številne družine. Rekel, na tak način mi vidimo tudi tisto tretjo varianto, ki je v kmetijstvu, sedaj najmanj govorimo o kmetijstvu, izredno vpliva na koncu v zadnji fazi tudi na razvoj podeželja, slovenskega podeželja. In ker sam prihajam z podeželja, smo na podeželju, jaz mislim, da mladim tudi mojem povedati, da je kvaliteta življenja na podeželju tudi
karakteri, ko vas vidim, značaji, so topli, so prijazni, lahko rečemo, kvaliteta je neprimerno boljša kot vsake mesto. Sam sem živel na Dunaju, v centru Dunaja nekaj let in lahko povem, danes živim čisto na podeželju in sem srečen, zadovoljen, obdan z toplimi, plemenitimi ljudmi in jaz mislim, da je tukaj z kmetijstvom lahko postavimo te zgodbe in tudi na tem odboru, v katerem ste mi tudi postavili vprašanje, si želim odpirati teme, ki bodo ambiciozne, ki bodo spodbudile ljudi k razmišljanju, ki bo jim dali tudi kmetovalcev, ki bojo gledali te oddaje, eno novo znanje, eno novo širino in da bomo lahko odgovarjali. Tudi želim se, da kmete prebudimo iz zimskega spanja, da postanejo večinoma kmetov aktivni državljani, ki se mi zdi, da zadnja leta so kmetje vsi skupaj malo presahnili, neka tista moč, ki je kmetijstvo imelo še v začetku te nastanka te države, se mi zdi, je upadlo, je v neki apatiji, želimo spodbuditi eno ambicijo ljudi, da se nam javijo, da skupaj pripravimo nove seje, da znamo in da dajo nam politiko tudi neke nove usmeritve. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Preden nadaljujeva s tem, koliko delo in pa vodenje takega odbora nekako omogoča vso to ambiciozno zgodbo, ki ste opisali, ne morem, seveda, da ne bi replicirala. Sama sem iz kmetije in ne bi želela, da kdo reče, da sem z kakšnega agrobiznisa in nekako se ne morem uživeti to, kar ste rekel. Zato, ker se mi zdi, da v zadnjih letih, pa mogoče se motim, je pa postala moda, vsi bi radi bili kmečki. Tudi tisti, ki smo potem iz teh kmetij končali neke popolnoma druge fakultete, se mi zdi, da se danes, vsaj jaz osebno se zelo rada pohvalim, da sem iz kmetije, da sem v otroštvu pasla krave, pridelovali smo hrano. In jaz sem na to ponosna in tudi to zadevnih problemov, ki jih vi omenjate, jaz nisem imela, ne vem, bo Marjan povedal, če jih je imel on, šalo na stran, ampak mislim, da smo se vsi kar... Je pa resnica, da moramo biti ponosni tudi na to, poznam veliko zgodb, ker dejstvo je, da otroci iz kmetij smo imeli delovne navade in smo fakultete tudi nekako bolj redno končali kot drugi. Poznam primere tudi iz vaših krajev, ko so na kmetijah doktorica matematike, dobri vinogradniki. Moja sestra je, enako kot vi, doktorica veterinarske medicine, kmetijska zadruga Rače. Na to smo ponosni, na te zgodbe. Seveda pa se strinjam, naj jih bo še več, ampak agrobiznis mogoče v 3. stavku, mi smo kmetje, kmetice in na to moramo biti ponosni. To je bilo malo za šalo, zdaj pa dejansko organizacijsko, gospod Breznik, vi ste predsednik odbora, ali dejansko imate vzvode, organizacijsko nam malo opišite delo, da lahko vse to, kar ste, in dejansko to je neka nova zgodba, to je ambiciozna zgodba, ali lahko to ustvarite, kar ste opisali? Imate te vzvode, da lahko uvedete te spremembe? Kakorkoli ste tudi opozicijski poslanec, kako je dejansko delo odbora postavljeno, da lahko te zadeve uresničite? Ja, torej odbor je za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, to je, lahko rečem, zelo široki spekter vseh panog v kmetijstvu, ne nazadnje tudi institucije. Ne nazadnje, torej jaz sem predsednik odbora za približno pol leta, vedno nekako že z prejšnjih podjetij, kjer sem delal, poskušam v kmetijstvu se prvo seznaniti z vsemi institucijami, torej odbor je na začetku svojega delovanja v tem mandatu, torej na začetku smo prvo obravnavali in sprejeli osnovni dokument, to je dokument stanja v slovenskem kmetijstvu, ki ga izdela, to je naša najbolj, jaz bi rekel temu, kvalificirana institucija, ki imamo v Sloveniji, to je Kmetijski inštitut Slovenije. Iz tam črpam, potem jaz bi rekel za svoje delo, črpam tisto osnovno statistiko, kje smo, kakšni kazalci kažejo, po vseh področjih lahko govorimo. Potem so se pa obiskali Zavod za gozdove, inštitute, ne nazadnje tudi VURS in tako naprej. Zdaj bomo obiskali še SIDG, torej Družbo slovenskih državnih gozdov v kratkem. To so bili obiski in delovna srečanja. Zdaj tisto, kar so moji izvodi kot predsednika, gledajte, imam seveda to moč, da lahko sklicujem, tudi sam skličem kot predsednik, izberem temo in skličem sejo.
Pripravljam v prihodnosti nekaj sej, torej tisti, ki spremljate morda tretji televizijski kanal, ste morda opazili, imeli smo temo slovenskih vin, o slovenskih vinih, recimo delo črnega trga, imeli smo glede slovenskih jabolk, veste, smo imeli lani po eni strani rekordno bero tako zvanih industrijskih jabolk, torej z nižje kvalitete, kjer smo ugotavljali, da slovenska prehrambena industrija na tem področju, na sadjarskem področju, je popolnoma v razsulo. Vsi odvisni smo dobesedno od Avstrije, nič se ne splača in na tisoče ton slovenskih jabolk, industrijskih jabolk, je končalo dobesedno v sadovnjake, kjer so zgnilile, kjer jih niti pobrali niso. Torej, v Sloveniji se nič ne splača. Jaz želim povedati, da se vse splača, da treba najti samo resurse. Bil je tudi ten primer, recimo, da so iskali preko zavoda za zaposlovanje, recimo v občini Gornja Radgona, ljudi, ki bi prišli, ko so bili pozvani, je drugi dan bil zdravstveni dom Gornja Radgona poln. Tudi o tej socialni politiki slovenski bi lahko tudi kakšno rekli, ampak bomo danes probali, jaz mislim, da najboljše ostati pri tej temi glede kmetijstva. Torej, sve pa pripravljam nekaj tistih tem, zdaj, ki ste govorili o ambicijah, bom kar povedal. Ena izmed tem bo ta priljubi zakon iz leta 2011, ki govori o promociji slovenskih prehrambenih izdelkov, z katerega morate vsi plačevati številne, torej številno, jaz bi rekel, desetino kot v feudalnih časih. Kaj so delali s tem 3 milijonov evrov za promocijo, nas zanima, ali je to bilo tudi zgodba, isto kot te makete za drugi tir. To bo v kratkem seja, nekje v sredino aprila. Potem bom postavil popolnoma svojo temo. Mi imamo izredno nizko samooskrbo v zelenjavarstvo, približno 34%, govorimo o podatkih Kmetijskega inštituta za leta 2017. Tukaj pripravljam neko resno temo, po moje eno izmed tistih mojih udarnih. Govorili bomo o izrabi geotermalne energije za področje zelenjavarstva in tudi za katero drugo področje. Torej, sam prihajam iz Slovenskih goric, mi imamo v eni občini vrtino na 1800 metrov, to je v Benediktu. In danes te vrtine v bistvu ne moremo izrabiti, ker je koncesija za izrabo termalne vode, če nimate bi povratne vrtine, ki je pa nimamo, je izredno visoka ali skoraj prepovedana. Tako da jaz sem predlagal ministrstvo, tu bo tudi temna seja, da ministrstvo proba še z te perspektive, predvsem ministrstvo za okolje, najti sredstva za podnebne spremembe in da bi Slovenija dobila del evropskih sredstev za približno 30 novih vrtin v Sloveniji, kjer bi morda razpršili po celi Sloveniji, ravno v okrožjih, kjer so največje socialne stiske, da bi jim predvsem država pomagala občinam, da bi jim dali 2 nove vrtine. Govorimo o vrtinah, recimo v Slovenskih goricah, ki so približno 3 km, 2500 metrov globine. To so že vrtine, v katerih prihaja na izhodu para in z te pare lahko naredimo prvič geotermalno elektrarno. Iz geotermalne elektrarne, ko to temperaturo odzameta, pa lahko gre ta voda potem v uporabo za vaše ogrevanje, neko centralno ogrevanje nekega kraja in seveda v tople grede. In z teh toplih gred imamo mi relativno samooskrbo 365 dni, v tem verigah smo potem oskrbni. Pomembne so verige, ker vi v eni trgovini, če nimate konstantne proizvodne, padete ven, to se nam dogaja zdaj tudi v jabolkah. V jabolkah recimo smo padli, 2 leti smo imeli slabo letino in smo padli z celih prehrambenih, torej preskrbnih verig ven in tam so vdarili not za Poljska, ne samo s nizkimi cenami, ampak z konstantnimi proizvodnami. Veste, vi če ste vezani na neko trgovinsko dejavnost in imate danes letos, 5000 ton, 10 000 ton, drugo leto pa samo 2000 ton, oprostite, vas dobena prehrambena trgovska veriga več ne bo spremljala. Vi ste nezanesljiv partner in tako naprej. Tako da vidim ambiciozno torej izrabo geotermalne energije. Izredno. Mi jo uporabljamo danes največkrat, imamo 2 zgodbi tega lušta in pa orhideje v Sloveniji in pa seveda torej izrabo termalne vode za balneološke zadeve, torej za toplice, ampak tudi te toplice nimajo teh povratnih vrtin, ki morajo biti približno v radiusu 2 km in imajo isti problem. Tako da bi jaz združil tukaj na teh področjih, večini po Sloveniji,
torej te nove vrtine, postavil to, poskušal na seji izbrati vse ljudi, ki nekaj vedo, imamo študije narejene, strokovnjake imamo za to, imamo tudi podjetja, ki znajo vrtati, ki imajo izkušnje in se lotiti tega na popolnoma drugačen način. Torej zelenjavalstvo stoletja z samoskrbo, z lastno energijo zemlje. Glejte, to je tudi tema za tiste, ki so stavkali pred nekaj dnevi v Ljubljani. Imamo tukaj imam tudi na mizi njihove zahteve, imamo jih na koncu predstavo, pa da nas ne uspel v slabo voljo, tiste, ki ste kmetje. Ampak s tem bom pokazal, da stranka, mi in tudi jaz kot odbor, da želimo eno ambiciozno politiko in da imamo ne samo, da tarnamo, povemo, kako bi to naredili, s katero energijo, s katerim denarjem in v kakšnem času. Torej, stvari so ustvarljive, dotakniva se pa tega, kar ste omenili tudi sami na začetku. Problematika slovenskih kmetij in področja, ki se ga vsi nekako izogibajo, o njem smo govorili že na podobni okrogli mizi, ki smo imeli, ne vem, pred pol leta v Preboldu, se pravi kmečke pokojnine. Vse to je povezano gotovo tudi z generacijsko prenovo kmetijstva, ki v tem trenutku verjetno, morda se boste z menoj strinjali, seveda ni mogoče, če je kmečka pokojnina, ne vem, 300 evrov. Normalno je, da potem se takšni ljudje težko odločijo za predajo kmetije. Sreča je, in to smo dejali že v Preboldu, da je kmečki živelj tako družinsko povezan, ker če ne bi bil, verjetno bi bila veliko nekih socialnih katastrof, stisk na kmetijah. Na kmetijah je pa sreča to, da dejansko otroci poskrbijo za svoje starše. Otroci delajo to, kar bi v nekem smislu tistim, ki so celo življenje delali, morala nekaj vrniti tudi država, pa tega ne stori. In danes so ljudje dejansko prisiljeni pri 70-ih, dejansko do konca pri 80-ih, dokler zmorejo delati in potem so v rokah svojih otrok. Kot sem dejala, kmečki ljudje so med seboj družinsko povezani. Kakšno je pa stališče, kaj menite, da bi tu morala narediti država, kako prenoviti ta sistem? In seveda tudi vprašanje potem naprej predajam še gospodu Kočarju kot stališče stranke. Mislim, da gre za urgentno vprašanje, urgentno zadevo, ki vsako leto dejansko zadene toliko in toliko ljudi, ki mogoče ne morejo več delati, kako se lotiti te zadeve, ki se je država že dolga leta izogiba. Hvala za, po moje, pomembno vprašanje. Upam, da ga bodo tudi, da so ga slišali tisti, ki so ostareli še vedno na kmetijah in delajo. Torej, gledajte, jaz vidim tukaj zelo jasno. Prvič, mi moramo kmečke pokojnine gledati, zakaj ne država pomaga. To niso ljudje, ki bi bili malomarni, ki niso plačevali prispevkov, ampak jih moramo gledati preko poprave krivic. Preko poprave krivic, ki so se dogajali v prejšnjem sistemu, kjer so kmeta načrtno diskriminirali. Tisti, ki se starejši, se lahko spomnite, da kmet ni smel do mislim, na sredine 80 sploh plačevati prispevkov. Torej, ni bilo niti dopuščeno plačevati prispevkov, potem so se prispevki plačevali, krivice, torej same pravice iz tega prispevka so bila polovico manjše kot za delavce, celo kmetje so dobili zelene zdravstvene knjižice, ko smo takrat kot jaz kot otrok številni imeli oranžne in gledajte, ta država je to nekako že delno prepoznala, torej z konstituiranjem te države v popravi krivic. Ampak zgodila se ena zadeva, ne? Državne pokojnine, tako zvane državne pokojnine, so se delno ukinile z Svetlikovo reformo, torej ravno takrat, ko so ti najbolj socialni demokrati vladali, torej po letu 2009, in veste, da je naenkrat ni bila več državne pokojnine, ampak so bile klasične socialna podpora, ki je bila vezana na vaše premoženje. Torej, država je kmetom dala nek nov kredit, ne? In ljudje, ki so 50 let na kmetiji, tega ni želel, ker je vedel, da bo ta kmetija, družinska kmetija, lahko prišla ali v občino, največkrat v občino, ne v krajevno skupnost in da bo to vzeli. In da za svoje zanamce v bistvu nekdo, ki je 50 let delal, ne bo pustil nič. Zaradi tega danes ljudje katastrofalno še preživljajo, nočejo iti v dome za starejše, nočejo postiti. Največkrat mladi so tudi odšli z teh majhnih kmetij, ne? To treba poudariti, gre za majhne kmetije, največkrat na težko obdelovanih
predelih, ta boljšo zemljo bi lahko rekel, se je zgodilo isto kot slovenskimi podjetji. Torej, ta tranzicija je tudi v kmetijstvu, vsaj v zadnjem letu, ravno pod kolegom Židanom, tudi kmetijska politika šla, da na skladu so smo ustvarili tako zvane kmetijske tajkune, torej ljudje, ki so bili blizu neki politični opciji in ki so lažje prišli do te zemlje. Da se tem kmetom danes dogajata dve stvari. Ne morejo priti do ravninske zemlje, torej težko je preživeti, težko je ustvariti neko malo boljšo kmetijstvo, bolj ambiciozno, ko smo danes rekli na začetku, že starejšim. Po drugi strani so te poprave krivic se ponovno začele dogajati in jaz mislim, da se slovenska politika s tem mora soočiti. Če smo se lahko soočili z izbrisanimi, če smo se lahko soočili z tistimi vlagalci v LNB, potem se moramo končno soočiti z, lahko rečemo, najbolj avtentičnim delom slovenskega prebivalstva. To so tisti ljudje, ki so preživeli na tem težko dostopnih terenih, ki so gojili najbolj pristno slovenstvo, ko ste prej rekli, številne družine, nič ni bilo težko narediti in če si kdo danes zasluži državne pokojnine, si ga po moje slovenski kmetje, ravno tisti, ki so te krivice doživeli. Tukaj sploh ni pardona, da ali ne, tu je lahko samo da in ne vidim tu, in to želim povedati, tu bom zelo eksplicitno, to bomo odprli, mi smo že na začetku tega mandata vložili, glede, da se mora izravnati vsaj z minimalno pokojnino, kmečke penzije, sve tega, to so nam nekako zavrnili, je šlo že v pozabo, ker ljudje, veste, tudi pozabljajo, ampak bomo pa zdaj pripravili eno posebno sejo na to temo, kjer pa bomo soočili vse akterje, tiste pomembne, povabili vse institucije, pokazali zgodovino, ker to je zelo pomembno. To ni nekdo, ki pač v življenju nič nekaj dela, en delavec, ki je pač malo 20 let delovne dobe in zdaj jamra, da ima 300 € penzije. To ni ista kategorija. To je kategorija ljudi, ki so 50 do 60 let, če danes v delovnem procesu. In želim povedati na koncu, da njihova naloga, svojo nalogo so čudovito izpolnili. Njihova naloga je bila, da ostane živež, da ostane krajina, da ostane slovensko podeželje nedotaknjeno. Veliko primerov je njihova naloga, so svojo nalogo odlično opravljali. In jaz mislim, da zasluga za to mora biti neka državna, dostojna pokojnina vsem tistim. Prvi zaradi tega, ker upam, da bomo v drugem delu govorili o mladih, o generacijski prenovi, povejte mi, ali bom jaz prevzel kmetijo, da vidim gospoda, ki je delal recimo en izmed vas tam, 40-50 let na kmetiji, pa vidim, da bo zdaj imel 218, koliko je najmanjša kmečka penzija, še manj kot 300 € ali pa 280 € penzija. Kakšen vzgled je to tudi za mene, recimo, niti več ne za mene, ampak za mlajšo generacijo, da bo prevzela kmetijo. Ali tudi njih, če bo pridni delovnik, čaka na koncu bedna pokojnina za kvalitetno, trdno in dolgoletno delo na neki kmetiji. Še mogoče replika, gospod Kočar? Pravzaprav ne gre za repliko, ampak bolj potrditev, kar je gospod Breznik na nek način izpostavil. Veste, v stranki smo zmeraj iskali najbolj enostavne rešitve, ki seveda pijejo vodo, kot se temu reče, in v zvezi z to generacijsko prenovo, kajti na kmetiji dejansko morajo biti 3 generacije, kajti drugače ni življenje na kmetiji, rod iz roda se mora pravzaprav nadaljevati. No in naša konkretna rešitev na to problematiko, poleg tega, da je treba pokojnino kot tako dvigniti, je tudi ta prenova, generacijska prenova. Pa bom zelo enostavno razložil. Poglejte, Bruselj, ki nam kroji na nek način našo usodo, dopušča pri transformaciji lastnika, to se pravi mladega prevzemnika, da država porabi 100 000 € na kmetijo. Veste, kakšna je trenutno kvota, ki jo dobi mladi prevzemnik. Ja, kaj pa tisti gospodar, tisti kmet, ki predaja kmetijo, a tisti pa ni nič vreden? Mladi prevzemnik nekaj dobi in to je prav. Zato smo mi enostavno predlagali predlog, če je 100 000 limit pri prevzemu, je 60 000 namenjeno mlademu prevzemniku in 40 000 € tistemu gospodarju, ki predaja kmetijo. In 40 000 €, neto denarja, pomeni neko kompenzacijo pri konkretnem izplačilu pokojnine, ki je v tem trenutku bedna. Ampak s temi 40 000 € bi se dalo nekako kompenzirati tisti del, ki ga je država skozi desetletje, sami pa veste, skozi kaj smo šli,
bi lahko to zadevo kompenzirala. In pravna podlaga obstaja, ne? Pravna podlaga obstaja in če je kaj vredno investirati, je treba investirati v ljudi. Ne 3 milijone zapraviti za neke reklame, ki potem so nazadnje ugotavlja, da so šle v različne tokove, različnim ljudem, pa rajši ne bom komentiral kako in kaj, o tem bo sigurno še govora, ampak pogledajte, to so tista osnovna, jaz temu rečem, osnovna pravila, ki morajo veljati. Skrb za človeka, tako tistega, ki prihaja v najboljših močeh, ki mora imeti nek motiv in seveda tudi za tiste generacije, ki na nek način si zaslužijo, da v miru užijajo in vidijo sadove svojega dela in predvsem vidijo mlade generacije, ki z zanosom delajo na tej kmetiji naprej, da vidijo svoje vnuke in pravzaprav si lahko že predstavljajo neko perspektivo, da bo ta kmetija, tako kot so do sedaj iz stoletja v stoletje preživela, imela neko varianto, neko opcijo. Pa, če imam besedo, bi se dotaknil še ene teme, pa se bom malo pohecal na besedo agrobiznis. Veste, v končni fazi ljudje morajo preživeti in če se zdaj temu reče biznis, bom zelo konkretno povedal, kje lahko ta biznis za slovenskega kmeta dejansko obstaja. Zelo enostaven primer. Država, javne institucije porabijo za hrano v šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za ostarele, kje še v zaporih in še kje se bi našlo, približno 100 v jašnicah, približno 120, 115 do 125 milijonov evrov našega denarja. Prejšnji teden so Hrvati, naši sosedje, in njihova vlada sprejela vladno uredbo, ki je jasno zapisala, da je prvi kriterij pri izboru dobaviteljev tako imena kratka veriga. Prvi kriterij, ne cena, ne količine, prvi kriterij in to je bistveno. Gledajte, 125 milijonov ni malo denarja za slovenskega kmeta, tudi če ima relativno majhno površino. In če še združimo to z idejami, kako se da pravzaprav z izkoriščanjem naravne energije, ki jo imamo, in ta je dejansko prisotna tukaj, ta ideja mi je izredno všeč, da bi pravzaprav tudi v tistih območjih, kjer mogoče sedaj životari in kjer ostajajo prazna območja, da bi se dalo pripeljati programe in seveda, ko smo v eni izmed naših točk zapisali, povezati proizvodnjo, pa naj gre za solato, pa naj gre za jabolka. Pogovarjal sem se z kmetom pred časom, ko je rekel, veste, nisem izplačalo izkopati krompirja v sosednji šoli, ki je bila samo mogoče 200 metrov stran, pa so imeli v skladišču poljski krompir. Podobna je zgodba bila za jabolki. Res je, količine so ključne, obstajajo pa seveda možnosti povezovanja in sezonskega nabavljanja. Pogovarjal sem se z mnogimi ravnatelji, ki pravijo, veste, ne me zašpecati, ampak jaz kršim zakon o javnem naročanju in če se le da kupim jagode, veste, tam od tiste iz sosednje vasi in češnje in podobno, zavedajo se in odgovorne osebe poskušajo nekaj narediti na tem segmentu. Pa ko sem slišal, da so Hrvati to dejansko uzakonili in s tem ne kršijo pravil Evropske unije, kajti kratke verige so vezane na vse druge okoljske zgodbe, vse veste, pa se pa začnejo prevoz, nafta in tako naprej, ampak to je način, zato se da potem produkt, ki se mu reče, kot je gospod Breznik izpostavil, kvalitete Audija, da ne rečem Mercedes, pripeljati do tistih najbolj ranljivih populacij, ne pa da se potem uživa, da ne bom rekel, kakšno meso iz katere države, kakšne kvalitete na eni strani, da se uživa potem najslabša kvaliteta sadja, ki je prišla iz italijanskih borz in se že tam ne vem koliko časa premetavala in da jo potem nekdo kupi in pripelje zaradi sistema javnega naročanja do teh naših najbolj ranljivih populacij. Obstajajo rešitve. Mi smo jih zelo enostavno in jasno napisali. A veste, če zadeve niso enostavne in če niso jasne, je to zelo težko realizirati. Ko pa ti postaviš pred dejstvo, mi smo postavili Ministrstvo za finance pred dejstvo, kaj je treba narediti za to, da lahko ti skozi veljavno zakonodajo pripelješ najboljše kvalitetne slovenske produkte v naše javne zavode, potem je pa nastala panika, ja pa kaj bo pa Bruselj rekel in tako naprej. Kdor ima pogum, in Hrvati v tem primeru ga imajo, naredijo ta korak. Italijani so to naredili že zdavnaj. Zelo enostavno, oni so v svoj šolski program uvedli predmet Spoznavajmo okuse Italije. In seveda,
To je bil potem malica in priprava. In če imaš ti zapisano v kurikulumu, to se pravi šolskemu programu, spoznavajo okuse Italije, je ta okus Italije vezan na italijanski produkt. In tako so v mnogih regijah pripeljali mimo evropske zakonodaje, skozi potrjen šolski program, italijanske produkte v najbližje šole in vrtce. Vse je zakonito, legalno. Treba je uporabiti malo zdrave pameti in pa seveda malo poguma. Lepo je, tema nam kar sama ponuja naslednje vprašanja. Mogoče še samo komentar na prejšnjo temo, tega, kako so kmetje deprivilegirani na vseh področjih. Ko smo rekli, zakaj ni mladih prevzemnikov, tudi tam, kjer dejansko se ponudi ta možnost, mladi prevzemniki vedo, če imajo otroke, ki so recimo v vrtcih, se za to ne bodo odločili, ker potem je naenkrat katastrski dohodek, ki ni realni dohodek, tisto, kar jim ceno vrtca poveča v taki meri, da se jim to dejansko ne izplača. In tudi take stvari bi pri oblikovanju nekih enakih možnosti za tiste, ki živijo na kmetijah, to bi morali upoštevati. Zdaj se pa vrnimo na to temo, ki se je Slovenije seveda v zadnjem mesecu zelo dotaknila, se pravi pravica nekako potrošnika do varne hrane. In do tega, gospod Golavšek, vi ste vedno poudarjate, da bi morala biti ta pot, karikiram, od njive do žlice čim krajša. To ste tudi vi poudarili, gospod Kočar, če se ne motim, pri nas v javnih zavodih je še vedno prvi kriterij cena. Je pa dejstvo, da seveda v tem trenutku ministrstvo poudarja in dejansko so neki vzvodi, da se da uvesti tudi kar nek procent slovenske hrane, je pa ta postopek tako kompliciran, da se ga redko kdo loti. Tudi že taka recimo šola, vrtec mora biti zelo ambiciozen, z zelo zavednim vodstvom, da se takega projekta loti, ko pa ste dejali, da je na Hrvaškem to sedaj uzakonjeno. Torej, gospod Golavšek, od njive do žlice čim krajša pot. Ja, seveda, to je ena, bi rekel, ključnih stvari v slovenskem kmetijstvu. Mi vemo, da predelamo zelo varno, zelo kvalitetno hrano, jo moramo pa tudi uspeti to, da to naš potrošnik to tudi vzame. Zdaj in to, kar se je zdaj dogajalo z tem poljskim mesom, je ena, bi rekel, taka dobra šola, da je treba biti okrog tega zelo previden in da je treba, da znamo oceniti to, kar pridelamo doma. Kajti to bomo drugače znali ceniti šele takrat, ko bi mogoče prišli kdaj do tega, da bi se mogoče meje bolj zaprle, da ne bi bile tako odprte. Ampak takrat se nam lahko zgodi, da pa več ne bomo imeli toliko hrane, da bomo lahko vse to prehranili. Zato je, bi rekel, naloga kmetijstva, da se pač pripravlja, da ima vse to in da smo dovolj samooskrbni. Kajti brez samooskrba mora biti ključ kmetijstva. In tudi ta strategija, ki se zdaj pripravlja, mislim, da mora imeti ta cilj, da bomo samooskrbni, da bomo za to kvalitetno hrano, ki jo pridelamo tudi za vse naše, bi rekel, potrošnike, imeli pripravljeno dobro hrano. Mi smo tudi, ko smo prej govorili o zavodih, tudi zbornica ima pripravljeno eno spletno stran, kjer tem javnim zavodom pripravijo ponudbo, kje lahko vse to dobijo, kje lahko dobijo doma slovensko hrano, kje lahko pri katerem kmetu, pri katerem proizvajalcu imajo in da jim je to lažje, da jim ni treba se izgovarjati, vse ne vemo, kdo ima, kje je kako ponudba, in je zbornica pripravila ta sklop ponudbe, da bojo ti zavodi lahko koristili to hrano. Kajti komu pa bomo najprej ponudili slovensko zdravo hrano kot našim otrokom pa tistim, ki so v bolnicah. In mislim, da v tem delu je tukaj treba začeti. Druga, kar je pa to, kar se pa že tu dolgo govori in je že prejšnji minister, gospod Židan, skozi govoril, so pa te marže in te zgodbe, ki govorimo o zaslužku. Vsak, ki dela, tisti, ki hodi v službo, hodi za to službo, da zasluži. In tudi slovenski kmet mora za to, kar dela, dobiti primerno plačilo. In tukaj je treba najti pač, bi rekel, to ravnovesje, ker zdaj imamo vsi občutek, predvsem vsi kmetovalci, da mi delamo, zaslužke pa gredo v nek drug žep. In dokler tega ne bomo tudi tukaj znali narediti, in tukaj je v bistvu pa naloga države, da poskrbi za to, da bo ta, bi rekel, primerno razdelil zaslužek v verigi.
In potem bo tudi želja po kmetovanju, prenos kmetij in vse to bistveno lažje. Danes je mladega težko obdržati na kmetiji, če vidi pač neke zaslužke drugi brez teh rizikov, ki so tudi, seveda, pač kmetijstvo je industrija na prostem, ne? In imamo cel kup omejitev, ki te lahko doletijo in pač en let so, bi rekel, dobro proizvodna, drug let je pa lahko se pa lahko zgodi marsikaj, ne. Ni te stabilnosti, kot je nekje drugje. Zato je to zelo pomembno, da vsi skupaj zdaj, ko bomo pač pripravili to novo perspektivo, da imamo to v vidu in da najdemo neko razumevanje do kmetijstva. Kajti tudi potrošnik mora imeti razumevanje do kmeta, da pač on s tem svojim trudom, svojim delom stori vse, da pride, rekel, res v tej po kratki poti do potrošnika. In to je tudi zagotovilo, da je to zdravo, varno in da bo potrošnik lahko dobil vse, kar želi. In ima tudi, rekel, vse pogoje za dobro življenje, to se pravi, da ne uničujemo tudi zdravje. Kajti, veste, ne vemo, kaj vse pojemo, kaj vse dobimo in tam je lahko tudi so vzroki za potem, da imamo že tak težave v zdravstvu, pa jih lahko imamo še pa večje. Ne? To. Pa ostanimo pri tej temi, torej gospod Breznik, iz vašega stališča, kako torej priti do te neke višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, kar je dobro tako za potrošnika, kot za tistega, ki se s kmetijstvom ukvarja? Ja, gledajte, jaz sem nekaj časa delal v podjetju, ki ima po vse vedno najboljših blagovnih znamk v Sloveniji, Rogaška Kristal, torej v času, ko je Rogaška delala tudi pogodbo naredila z Donaldom Trumpom, kjer je Rogaška Kristal je imela že recimo 1927. leta v centru New Yorka svoja trgovina. Kot ekonomist, tudi nekaj časa, kratek čas sem bil vodja prodaje za Švico pa Nemčijo tega podjetja. Gledajte, prodajaš zgodbe. V življenju ljudje, če želiš prodati višjo dodano vrednost, prodajaš zgodbe. Največkrat fantje, tisti na kmetih, čuje zgodbo recimo tistega traktorja, kvalitetnega, ne, dojc, ne, ali karkoli, blagovna znamka, ne. Drugi fantje v mestih, pa tudi na vasi, ne, blagovne znamke avtomobilov, ne nazadnje tudi oblačil, pohištva. Vse, kar imate okrog znam, je prodajanje zgodbe. Ne. Ferdinand Porsche je nekoč rekel, prodajamo avtomobile, ki jih noben človek na svetu ne potrebuje. Kdo potrebuje športni avtomobil, dragi, ne? Ampak si pa vsi želimo. Torej, tako kvalitetno so postavili svojo zgodbo, da neka strast do nakupa nekega izdelka. To je ta psihologija prodaje. Potem prijemo, da če prodaš zgodbo teh kratkih verig, gledajte, da prodaš zgodbo, da se živali pasejo, da je tudi dobrobit živali v tej proizvodnji, da ne gre za masovno, da se gre za gibanje, da gre ne nazadnje tudi ne za uničevanje pokrajine, ampak lahko bi rekel za neki stik, sobivanje. In da ne nazadnje ta hrana, ko smo pravili kratke verige, ima tudi majhno odtis CO2, zato ker so tudi prevozi, sama logistika je kratka. Tu je zelo pomembno. Strokovnjaki potem tudi opozarjajo, da številna paprika, ki jo kupite za Španije, pa vse to, kar je govoril dr. Kočar, za teh, jaz bi že rekel, mafijskih trg iz Italije, ne, da ko je pripeljajo sem v visokem poletju, recimo, po sebi sploh nima ne mineralov, ne več vitaminov, ki je nekaj 3 tedne, mesec dni bilo od tega, kar je bilo trgano, je večinoma tega, te svoje sestave, ki bi naj bila nekako zgubila. Tako da pojemo dosti zelenjave, pa relativno v sebe dobimo izredno malo mineralov in vitaminov. Ne. To je dokazano, ne nazadnje tudi te zimske paradižnike, včasih in to vse ostalo. Teda želim povedati razvoj blagovnih znamk. Na kaki način pri razpršeni proizvodnji. Jaz mislim, da so največji dolžniki razvoja blagovnih znamk ali pa velik del tega slovenske zadruge. Ne vse, imamo nekaj pozitivnih zgodb, nekaj pa tudi slabe zgodbe. Dosti kmetijskih zadrug je odhajalo, gledam predvsem primer tudi preteklosti od Lenarta recimo, iz svojega core biznesa. Torej svoje osnovne, neke bencinske črpalke, v Lenartu je zadruga gradila veliko ameriško gradilišče za 700 000 evrov, ne, pa tak naprej. Ne. Glejte, nočem kazati s prstom na probleme, ampak želim povedati, da mi ne rabimo samo slovenske proizvodne hrane in ta odtis tega, ampak tudi lokalno proizvodno, ne vem, celjski ali pa
ali pa področje Celja, Savinjske doline, imate znani savinjski želodec, ampak lahko razvijete, ne vem, tudi svojo zelenjavo, svojo meso, svojo savinjsko govedino. Recimo, jaz sem pred leti, ko sem bil v Hamburgu, ravno za Rogaško, na nekem biznisu, gledajte, sem bil z enim dr. Heinrichom, ki je ni druga dela, ko najboljšo govednost celega sveta zbiro in prodajo Michelinove zvezdice. Po celi, ne samo v Evropi, ampak tudi v arabski svet, kjer so vodje kuhinj bili najboljši nemški kuharji, avstrijski in tudi švicarski. Rekel, zrihte me v Sloveniji, plačamo 3-kratno ceno, ko so govedeno. Samo želim telice do 500 kil, suha krma, zadnji 3 mesece krmene, predvsem zažiti, da dobi mesom vrhunsko marmoriranost, potem, ko se to zori, je to pršene govedino. To je pršene govedino. Ni normalno danes, da najboljše restauracije v Sloveniji, večinoma si zaželi nekdo irsko govedino. Pa dobro, pa japonski Kobe, pa nekaj vse. Vse te zgodbe, gledajte, te zgodbe lahko ustvarjamo v Sloveniji. Imamo popolnoma vse pogoje. Ampak problem je doslednost, problem je združevanje in vidim na žalost, ampak tudi na uspeh, da se slovenske zadruge malo modernizirajo, da dobijo tudi tam malo več ambicij, imamo neke pozitivne zgodbe, tisti, ki nas gledajo, recimo zadruga Planika, kmečke zadruge, glede mlečne zadruge, izredna dobra zgodba, izredno ambiciozna direktorica, lahko rečem, grem tudi na obisk v kratkem, ko bom pripeljal, mislim, na delegacijo iz Črne gore, tako da, gledajte, zadruge je bilo bile tiste prve. En mali kmet po svojo blagovno znamko težko razvijal. Nima resursov, ne bi rad podcenjeval, da nima niti znanja, ker tu so strokovnjaki na tem področju in je to dolgotrajno delo. Nič ne nastane čez noč, ne? Ampak s tem bomo mogli začeti. Kot sem rekel danes na začetku, slovenska hrana je vsaj nivo, govorimo sve plastično, ker se največkrat avtomobili Audija, ne moremo mi tekmovati z Fiat Punto, torej tekmovati z neko poljsko masovno govedino pa romunsko nekje na nekem tržišču. Torej mi moramo ustvariti svoje blagovne znamke različnih, torej z različnih prehrambnih produktov, ki jih slovenska kmetijska proizvodnja daje na trg. In tu poudarjam kot ekonomist, predvsem kot nekdo, ki je diplomiral prav za razvoja blagovnih znamk, da jih potrebujemo ravno v kmetijstvu. Da nam ne manjka dosti, manjka nam celovita zgodba, manjka nam mogoče malo tehnološke dodelave, recimo v določenih verigah, mestnih proizvodnih verigah, ne? In potem pa seveda združevanje, ne, da se združi, ne vem, 30 kmetov, pašna skupnost, vse te, tako kot imajo recimo v Italiji za te pršute, se točno ve, kakšna kvaliteta, kakšna hrana, dozorelost, imajo nekega tehnologa, potem ki se ga privošči neka zadruga, ki to spremlja, svetuje tistim podizvajalcem in skupaj potem, gledajte, te produkte prodajajo. In ko je enkrat blagovna znamka razvita, vi imate grozno veliko moč tudi proti trgovcem. A ste vi videli, da bi neki trgovec lahko, recimo, ne, Audija pa Porschea prodaja tam v neki samopostrežbi tam na koncu, pa vam nekako zbijo ceno za polovico. Tega ni, ne? Zdaj, ker pa je vse to razpršeno, ker ni blagovnih znamk, ker ni celovitih zgodb, ne? So pa seveda trgovci zmagovalci vsega tega. In najhujše, ne biti več ne slovenski, ampak tuji trgovci, ki pridejo in so gospodarje naše usode. In to lahko obrnemo, ampak potrebno je točno to, kar sem jaz danes rekel. Jaz govorim, lahko me bojo kritike, ampak dokler bom na tem odboru, dokler bom v politiki, želim neko novo ambiciozno zgodbo. Želim, da se ljudje zbudijo za nekih svojih klasičnih kmetijstva, ki so ga zdaj gojili in da skupaj ustvarjamo te zgodbe. Da vam pomagamo, da vas tudi slišimo, da nam poveste, kje so vaše težave, če želite to ustvariti in da skupaj ustvarjamo te zgodbe. Jaz sem zdaj govoril tudi na teh zadružnih dnevih spodaj, malo so me nekateri gledali, nekateri so me potem prišli do mene, so rekli, da je to nekaj novega, ampak gledajte, res želim to spodbuditi. In odbor za kmetijstvo v tem mandatu bo tisti, ki bo delo aktivno osveščal tudi edukacijsko delo na področju kmetijstva in seveda poskušal narediti aktivne kmetovalce, tiste, ki bi mi tudi radi, da mi napišejo, da se združijo, predstavijo svoje probleme in šli bomo tudi po Sloveniji. Tisti, ki nas gledajo tudi preko televizijskih sprejemnikov, gledajte, povabite nas, prišli bomo po celi Sloveniji, odprli bomo vaša vrata, skupaj vam pomagal z tistim znanjem, z tisto socialno mrežo, ki danes imam tudi na področju kmetijstva, da to ustvarjamo. Zaslužite si to podporo, ta servis države, končno enkrat od neke politike, ker ko sem jaz tudi bil na drugi strani, ko sem gledal neke suhoparne politike na drugi strani, brez prakse, brez nekih, ko si začutil že v tretjem stavku, da človek
pojma nima, govori o nekaj stvareh z nekim jezikom, ki mi je njimi domač, ki mi je tuj. Glejte, si take politike jaz ne želim. Želim si eno popolnoma drugačno, tisto logično in politiko, ki ima za sabo neke kazalce. In kazalci, tisti, ki so, vam lahko povem, gremo samo čez mejo v Avstrijo, jaz sem si to v Nemčiji pogledal, v teh verigah, gledajte, teh zgodb je polno. On je Japonec, tisti Kobe prodaja po 300 € 1 kilo govedine na severu Ljubljane. 300 € kilo govedine. Pa vrste stojijo, pa prosijo, če lahko pridejo na vrsto čez pol leta. Recimo, vrhunske kuhinje. Govorim seveda o nekem presežku na svetovnem nivoju, ampak govorim, zakaj pa mi ne bi ustvarili v Sloveniji neka regija, v Sloveniji bodoča neko svojo zgodbo, neke vrhunske govedne. Recimo, pa prašičereje, prašiče, francoske, ki je recimo želode, na Korziki sem bil recimo, ne, pa prašiče meso prodajajo po ceni slovenskega vrhunskega govega mesa celo pljučne. Po taki ceni kilo prašičega mesa prodajajo. To so prašiči, ki se zunaj pasejo in imajo čisto svoje zgodbe. Zakaj bi mi tekmovali z nekimi Poljaki v Romuniji na nekih velikih megafarmah, se trudili, uničevali, če imamo lahko lažje zgodbe, boljše zgodbe, moramo pa sve biti dosledni in speljati te blagovne znamke od začetka do konca. Torej, prodaja neke zgodbe in istovetenje s to zgodbo je pa čar tega, kar govorim. In to je v vseh področjih, vseh nivojih življenja, v vseh panogah. In gledajte, mi smo jetniki blagovnih znamk. Mlade pogledate, ne? Vsak si želi neki napis zgod na vsaki majici, Tommy Hilfiger in tako naprej, čevlje, vse je povezano z blagovnimi znamkami in ljudje postanejo ujetniki. In jaz želim, da tudi postanejo ljudje ujetniki vrhunske slovenske hrane. Z odtisom Made in Slovenija in z odtisom neke regije. Ja, dejansko je to neko novo razmišljanje, mogoče recimo evropsko ali pa globalno razmišljanje in to je verjetno tisto, kar v tem trenutku tudi potrebujemo, ker brez neke drznosti tudi na področju kmetijstva premikov ne bo. Preden pa omeniva še tudi to, da se mora kmetijstvo v današnjih časih prilagajati še enemu pojavu, to so podnebne spremembe, ki prinesejo seboj veliko, tudi recimo ta vetrolom, gospod Prislan, ki je bil leta 2017, mogoče, če gospod Prislan nekaj o tem, o posledicah, pa še problematiki gozdarstva, ki vam je blizu. Ja, hvala lepa. No, ja, če se lahko še se malo doteknil tele razprave, ki je imel Franci prej, menim, da bi bilo treba še tu mogoče malo tele razpise poenostaviti. Mi imamo tukaj dosti problemov, naprimer, če ti hočeš nekaj novega pričeti delati, kaj sem z ekoloških kmetijo, so te razpise tako napisane, da so napisane za lobije, ne za male kmete. In že tu smo praktično začetka mrtvi. Mislim, to je ena taka rešitev, na katero želimo pozoriti in jaz verjamem, da bo to naša stranka, če bo prišla na oblast to uredila. Nisem na tem področju jaz kak strokovnjak, lahko pa povem iz svojih vlastnih izkušnja. To se pravi, lobiji dost nam požere denarja, po domače povedal, nam kmetom. Kar se tiče pa samega gozdarstva. 2017 je bil vetrolom v Sloveniji. Ta vetrolom je naredil veliko škode. Vlada Republike Slovenije v tem vetrolomu noče slišati ničesar. Za 1,2 milijona je bilo podrto kubičnega drevja, to se pravi, je vetrolom polovil drevesa, ampak na našo pobudo, ko smo sprejeli zeleno forumo na programski konferenciji resolucijo, da bi nekako ne pomagali kmetom z nekakve pomoči, je državni sekretar, mislim, da je bil glih takrat Franci, ki si ti imel sejo, odgovoril, preslišal pa to zadevo. To se pravi, to se ni zgodilo. In veste, kaj je to? 1,2 milijona uradno, podrednega drevja, vladnega pa zanika. Neuradno je bilo 2,200. 2,200,000. Zdaj bo treba ponovno to zadevo, naprimer, sanirati. Kdo bo nam to naredil? Noben. Ni denarja za smrekce, to se pravi, ni denarja za vlake, skratka malo to zadevo ignorirajo. In kmet, če hoče, naprimer, ta res prodati, ko pride do vetroloma,
ga je dobil plače, ga je cirka tam do 60 evrov. Stroški so bili 30 evrov. Ostane je tak na kmetu praktično 30 evrov po kubikah. In vidite, koliko kmetov je to bilo v Sloveniji, ogromno. Zgornja Savinjska je bila zelo prizadeta. Ampak za Zavoda za gozdove je prišel podatek, da je bilo premalo vetroloma, zabeleženega je bilo samo cirka nekako 290 tisoč kubičnih metrov. Moglo bi biti pa 400. To se pravi, država tega ne posluša, se to ne zanima, in ko bodo kmeti preživeli, v bistvu to se gre za etat, ki je za 30 do 40 let, in te kmetije so nekako na propad, in to je huda zadeva in mislim, da to bo treba nekaj spremeniti. Če gledaš v državnih gozdovih, imajo na primer zdaj razpis odprt na evropske sredstva, katere se lahko prijavijo in tam tudi dobijo denarne sredstva in njim lahkotno to poglasiti ta gost, kmetom pa ne, kmet ga mora sam. S tizmo minimalnimi denarji, ki ga je dobil, da se pravi, vidite, kakvi problemi so to. In mi se predvsem tu zavzemamo v tej smeri. Jaz nisem strokovnjak imamo tu, da bi to nekako to popravljali. Tako na kratko. Hvala lepa. Morda najprej gospod Breznik, gospod Prislan se je dejansko dotaknil birokracije, dejansko je to problem, kako te administrativne prepreke, s katerimi se soočajo kmetovalci, porabijo za njih ogromno časa in tudi denarja, kako to nekako premakniti naprej. Jaz sem pred 2 mesecema nazaj v Zagrebu na konferenci vprašal Evropskega komisarja za kmetijstvo Hogana, zakaj je toliko birokracije v evropski kmetijski politiki. No, je zelo preprost odgovor. Kolega Breznik, rešite vi to v Sloveniji, mi si teh birokratskih ovir nismo zmislili, vi rešite to v svoje matične države, to ste se vi sami ustvarili in to tudi rešujete. To je bil odgovor Evropskega komisarja za kmetijstvo. Kaj sem lahko rekel? Thank you, pa sem se vsedel nazaj, pa sem delal nekaj drugo. Potem sem, hočem povedati, problem je birokratsko razmišljanje. Mi, večinoma birokratov, večinoma slovenske birokracije, po mojem mnenju, je nastajalo zaradi vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je pretirano v prid družboslovja, pretirano v prid nekim študijom, ki jih noben človek na svetu ne potrebuje. Oprostite, mi vsako leto v Sloveniji ne potrebujemo 1000 novih politologov, sociologov in tako naprej, komunikologov in tako naprej. Morda bi jih potrebovali, ampak v populaciji 2 milijonov ljudi mi nimamo niti podjetij na taki razvojni stopnji, da bi lahko recimo absorbirali 500 komunikologov na leto. Ne potrebujemo par tisoč ekonomistov vsako leto, pravnikov par tisoč, upravnih organizatorov nekoliko tisoč. Tega Slovenija ne potrebuje. Slovenija nujno potrebuje, to, kar smo v SDS že 2 leti, nujno potrebuje implementacijo popolnega dualnega šolskega sistema, po domače vajeništva, ki je v Nemčiji približno prisotno, pri mladih približno 35 do 40%. Stil tega, ali pa jaz bi rekel temu, smer tega vajeništva mora biti v smeri približno bavarsko-avstrijskega modela. To pomeni šolanje pri delodajalcu, s tem, da ima teoretski del, zelo mali del in za njegovo končno izobrazbo odgovarja delodajalec. Zakaj delodajalec? Zaradi tega, ker nekdo, ki je uspel na tržišču, na evropskem svetovnem tržišču, ki ima neko podjetje, je sigurno bolj primerno kot nekdo, ki je celo življenje nekaj študiral, življenje nič ni pametnega dela, zdaj pa na srednji strokovni šoli nekaj poučuje in bi rad se šel neko vajeništvo za to, da se ta monopol državnega šolskega sistema ne uniči. In točno to delajo. Oni so uvedli tako zvano pilotno vajeništvo v Cerarjevi vladi, torej vzeli so en del programa SDS-a in ga totalno uničili, in s tem, da so uvedli, implementirali so samo 4 poklice. Kuhar, kelner, kamnosek, pa mislim, da mizar. In še to z nekimi izvajalci, pa podizvajalci, ki v praksi niso se nič kaj izkazali. In veste, kakšen je rezultat? 59 podpisanih pogodb. Torej, če bi leta 2014 SDS-ov sistem bil izglasovan,
bi danes, točno v tem času, ko se že ohlaja tudi slovensko gospodarstvo, pa tudi zaradi tega, ker imamo premalo delovne sile, tehnične delovne sile, tudi v kmetijstvu, ne nazadnje, osnova za kmeta mora biti nekdo, ki ima logično razmišljanje, tehniko in jaz pravim, tudi kmet je veterinar, pa je strojni inženir, pa je ekonomist, pa je agronom, pa še vse ostalo zraven. Torej, mora imeti multidisciplinarno znanje danes. Ne? In problem tega šolskega sistema je potem bil, da to družbo realni del gospodarstva tega kadra ni absorbiral že 20 let. In kje smo jih zaposlovali? Ena in druga politika, širili so zavode, širili smo agencije, širili smo vse ostali paradržavni sektor in danes imamo samo v zadnjih 3 letih imamo na novo zaposlene v kompletnem javnem sektorju, tako v javni kot državni upravi, 11.800 ljudi na novo zaposlene. Zdaj pa vi povejte, ali lahko ta sistem tega izvoznega gospodarstva, tudi kmetijstva, z relativno nizko dodano vrednostjo, zdrži taki ogromni javni servis. In od teh, jaz mislim, da vsaj 40.000 preveč ljudi v javnem sektoru ga plačujemo za to, da povzroča in generirajo nove birokratske ovire, ker vsak bi rad nekaj delo, pa nikoga nekaj kontrolira. In zdaj kmet, kot je rekel dr. Kočar v svojem programu, to sem se najbolj zapomnil, ko sem se prvi dan, ko sem se vsel pisarno predsednik odbora za kmetijstvo, kmet se ne ukvarja s kmetijstvom, ne pa z birokracijo. Še posebej tisti manjši kmet, ki nima časa, oprostite. Vsak je živel malo na podeželju, nimaš časa, delovni dan od zjutraj do večera, nekaj čez zimo, imaš nekaj malo več časa. Te pa so navadno umni kmetje se izobraževali, čitali so knjige in tako naprej. Danes morda tisti, ki imajo nekaj dohodkov, grejo na kakšne rahli dopust, kakšne toplice, ampak vse ostalo pa tu. In gledajte, problem je vzgojno-izobraževalnega procesa in ta birokratska miselnost, da je človek v osnovi pokvarjen, da ga mi moramo kontrolirati. Odkot to izhaja? To izhaja iz prejšnjega sistema. In ta filozofija, vsi ste pokvarjeni, jaz vas bom kontroliral. Kaj pa, če bilo kontra? Kaj pa, če bil ameriški sistem? Za mene ste vi vsi dobri. Ampak, ko boste naredili napako, pa vas kontroliral. Če boste vi srednji očka danes se jutri odločili, da boste hot-doge pekli, lahko jutri začnete delati. Brez nekih velikih papirov. Ampak, pri nas, dajmo primer, recimo, da začne en izmed kolegov ali pa jaz, recimo, ne bom več poslanec, pa bom naredil ena slovenske krajske klobase, hočem se Ljubljane peči. Pa tu rabiš 600 papirjev. Hasa, pa ne vem kaj vse. Ampak gledajte, v Ameriki je to sistem, začneš peči, ampak če se bo kdo zastrupal, če bo karkoli breznik vas čaka, kazni, zaporne, ne vem kaj vse. Gledajte, jaz bom preventivno pazil, se nič ne bo zgodilo. Kaj pa pri nas delaš? Ne, paziš, ampak ti druga delaš, ko eventualno pač nekaj izpolnjuješ, pišeš, rišeš, mečeš na stran, vi so se pa ne ukvarjali s svojim core biznisom. In niti ne kontroliraš niti kvalitete in čistoče na koncu, ne nazadnje. Jaz sem to dal skozi, lahko bi rekel, ko sem bil šef logistike enega dela v Slovenski vojski, v največji vojašnici v Mariboru, kjer sem pod mano je spadala tudi vojaška kuhna, tudi nabave zelenjave sadja, tudi o tem lahko potem govorim, kaj smo dobili ravno z teh izpežnosti, ko je dr. Kočar govoril, ki so zmagali z najnižjimi cenami, ne? Potem pa so nam tretjo razredno kvaliteto pripeljali zjutraj ob 4 v vojašnice. Sveda tisti ljudje, ki so tu samo plačani, navadno so tiste kište vzeli, zložili not pod meni niti kontroliral. Da ne razlagamo ostalo. Torej, problem birokratskih ovir je vzgojno-izobraževalni sistem in birokratska miselnost. Zato, ker ljudi jemlje, da človek v osnovi pokvarjen. Jaz kot kristjan pa mislim, da ljudje niso pokvarjeni. Ljudje se nekako znajdejo v takih birokratskih ovirah, ampak da bi mogli obrniti sistem na glavo in ga začeti spreminjati. Mi smo rekli pred prejšnjimi volitvami, da bomo izsušili to birokratsko močvirje. Vsi govorijo o tem, ne? Ampak še naprej so vrste pred fakultetami iste, množično prihajajo diplomanti, stari 30 let, nimajo perspektive za službe, večinoma s temi izobrazbami in to je ta začaran krog. In potem je pritisk na neke službe v javnem sektorju, oprostite, stalno večjo. In da končam, spomnimo se, kaj smo bili, ko smo bili otroci. Kaj smo želeli? Mogoče dr. Kočar je rekel, jaz ko bom velik, bom zdravo živali, pa je zdaj tudi že šel malo birokracijo. Jaz rekel, rad bi nekaj popravljal, rad bi bil tehnik, inženir, pa sem to postal, pa sem zdaj tudi šel v politiko. Glejte, a ste vi kdaj slišali, kaj je otroka? Navadno reče, da bi vozil vlak, pa da bi traktor vozil, pa še to vse.
a ste vi slišali kaj od toga, rekel, jaz bi pa rad bil birokrat. A ste daj slišali, jaz bi rad bil birokrat, rad bi bil inšpektor, sedel bi tam, ljudi bi kaznoval, in da imam da je otrok v sebi to željo do tega poklica. Povejte mi, kaj se potem zgodi, da otroci te sanje kot otroci izgubimo in postanemo nekaj čisto drugega. In zakaj so sanje danes nekoga mladega, ko je poslušan, kako je nekaj javnem sektorju delo? Povejte mi, ki je tu ta ambicioznost, o kateri smo danes že tolikokrat govorili. Ne? To bi rad spremenili. Glede, to moramo spremeniti. In prvo je, da začnemo spoštovati slovenskega kmeta, slovenske mojstre domače obrtaste obrti. Nekaj pametnih zadev smo naredili na področju kuharjev, ker mislim, da so kuharji začeli biti spoštovani, tudi natakarjev in tudi vseh ostalih poklicov v okviru srednješolske izobrazbe. Jaz mislim, da je to osnova zgodba. Ne? In birokratske ovire bomo začeli spreminjati v tistem trenutku, ko bo se del politike začel razmišljati, ko bodo tudi v politiko prihajali ljudje, predvsem več naravoslovja, več tudi ljudi, ki imajo poklicno izobrazbo, ena zadnja za poslanca, ni pomembna izobrazba, ni pogoj, ne? In da prihajajo ljudje za zdravo, razumsko, kmečko logiko, kot bi rekel gospod Oman, recimo, kot en najbolj znanih kmetov in politikov, tudi zelo umnih politikov. Lahko samo še stavek, pa se bom malo bolj konkretno dotaknil birokracije znotraj kmetijstva. Veste, res je to, kar je moj predgovornik povedal, ne? Ampak tudi na področju kmetijstva. Nekdo, ki je diplomiral, pa nikoli ni stavil v štali, ali na njivi, ne? Ki nima nobene kilometrine s tem, da bi vedel, kako nek proces poteka, ne? Pa dobi službo v državni upravi in potem kreira neko politiko. Veste, takih ljudi žal ne bi smeli zaposliti. Mladi ljudje morajo pridobiti neke kilometrine, si morajo predstavljati, kako poteka neka molža, pa naj bo to zelo moderna štala ali pa na planini tam nekje nad Tolminom, ker so razlike. Mora poznati neke tehnološke postopke, ampak iz prakse, ne iz teorije. In zato smo tudi mi v program napisali, ljudje iz ministrstva, ki krojijo politiko, ampak ne politiki, ne ministri, državni sekretarji, ampak tisti ključni ljudje, ki pravzaprav pišejo predpise in ki vam postavljajo omejitve, tisti bi morali dejansko iti med ljudi. Teh 15 ljudi, ki so ključni pri oblikovanju neke politike, kar se tiče predpisov, bi danes morali sedeti tukaj in poslušati vas, tukaj v Savinjski, pa na Tolminskem, pa v Prekmurju, pa v Halozu, zato ker so razlike velike in ne more biti enotne kmetijske politike za celo Slovenijo pri taki veliki razliki. Isto velja, ne vem, za agencijo ali pa za kogarkoli drugega. Če nima birokrat, pa ne bo še tako izobražen, realnega stika za stvarnostjo, potem ne more oblikovati nekaj ljudem prijazno. In to se še vedno dogaja. Kljub temu, da smo vsi polni ust, kako bomo to rešili, ampak nekdo, ki si tega ne zna predstavljati, kako nek proces poteka v praksi, tudi če želi odpraviti neke birokratske ovire, si postavlja samo nove. In velikokrat sem doživel v raznih diskusijah, ko so razni uradniki in birokrati, recimo tudi sam se prištevam k njim, bodrovali, kaj bi pa še zapisali, da bi izpadlo, ne vem kako učinkovito, v bistvu so pa s tem, ko so tako razmišljali in postavljali neke omejitve v razpise, dejansko postavljali birokratske ovire in kako je kolega Stanko rekel, oteževali pot slovenskemu kmetu, da bi prišel do teh sredstev, ki so namenjene za slovenskega kmeta. Birokracija bi morala skrbeti samo za to, da ta sredstva, ki so namenjena za kmeta, po najbolj enostavni poti pride do kmeta. Seveda, potem pa sledi kontrola. Najbolj enostavna pot, da sredstva pride do kmeta, ampak potem ta lastnik teh sredstev dejansko mora porabiti ta sredstva za namen, za katere jih je pridobil. To je pa primer New Yorka, ne? To je ta zgodba. Ti boš dobil sredstva, ti boš začel delati, ampak glej, ne, tam te bomo pa mi pravzaprav počakali, ampak ti moraš začeti delati, ti moraš dobiti sredstva za to, da boš lahko začel delati. Poglejte elementarne nesreče, samo še ta stavek, ne vem, povodni, suša in tako naprej. Potem pa čakaš leto, dve, da boš dobil neka sredstva. Ja, sosednje države znajo to tako narediti za akontacijo. Vsi ni zdaj važno, ali imate vi 48% ali pa 52% škodo na neki pšenici. Vi dobite 1/3 ali pa ne vem, 40% tistega, kar bi vam pripadalo takoj, to se pravi v roku
3 tednih za to. Zakaj? Ja, zato, ker rabite. Zato, da boste nabavili novo seme, da boste, ne vem, preorali, posejali novo poljščino. To so te birokratske ovire, ki jih na tak način nikoli ne izpostavljamo. Smo pa polni ust, kaj vse je narobe. Ampak to so spet zelo enostavni praktični ukrepi, ki jih seveda bi morala politika, vladajoča politika, uveljaviti v vsakdanji praksi. Pa jih žal ne. Ja, se strinjam. Kot je rekel gospod Breznik, verjamemo, da je človek po svojem bistvu dober. In le kje se od otroštva v neki birokraciji življenja, pa potem kasneje to izgubi. In menim, da to vendarle vedno tli v človeku, ta dobrota, in da se nekako prebuditi. In ob vseh negativnih predsodkih, ki jih imamo morda o kmetijstvu, obstaja en pozitiven, ta pa pravi, kako zdrava kmečka pamet. Verjamem, da ste danes v dvorani tisti, ki to posedujete, zato besedo dajem vam.